Boga. Dan zahvale. Kristjani praznujemo zahvalno nedeljo vsako leto. Nekateri imajo točno določen datum, drugi ne. Mi smo se letos odločili, da bomo imeli to nedeljo dan zahvale. Božja beseda veliko govori o hvaležnosti. Vzklikajte Gospodu, vsa zemlja, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da je Gospod Bog, On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Pridite k njemu vratom za hvalo, njegove dvore s hvalnico. Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime, zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Hvaležnost Bogu nas spominja na darovalca samega. Kristjani pogosto pozabimo na blagoslove, ki jih imamo v Jezusu. Odrešenje, odpuščanje naših grehov skupaj s posvečenjem, večno življenje, smo državljani in člani Božje družine. Da Bog v nas gradi Kristusovo naravo in mi mu postajamo podobni. Daje nam zmago v stiskah, ne bo nas zatajil in vedno mu lahko zaupamo. Zahvaljujmo se, da Bog vedno bedi nad nami, čuva in skrbi za nas, da imamo dom, hrano in oblačila in še marsikaj. Vse to in še mnogo več bi lahko naštevali o Božji pomoči, zaščiti in se mu zahvaljevali. V prvi vrsti se moramo zahvaljevati Bogu, nato pa tudi za ljudi okrog nas. Težko se je zahvaljevati Bogu, če sami nismo spoznali in doživeli njegove prisotnosti. Potem so to samo fraze in naučene besede, ko pa sami doživimo njegovo dobroto, odpuščanje, usmiljenje, vemo, da Bog ni nekje daleč, ampak je z nami in bedi nad našimi življenji. Apostol Pavel piše o svojem spoznanju in doživetju Jezusa. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. Pavel opisuje, da je vzvišeno spoznanje Kristusa nad vsem, da je mnoge stvari zavrgal, ker je Kristus v njegovem življenju največji dobiček. Hvaležnost iz njegovega srca je kar vrela in prekipevala. Še nekaj se zgodi, ko postanemo hvaležni Bogu. Naše srce se začne spreminjati, vse bolj začnemo biti hvaležni tudi za ljudi okrog nas. Želimo spremembe v družinah, soseščinah, v službi, v trenutkih težkih okoliščin, ko se srečujemo s covidom. Začnimo postajati hvaležni za ljudi okrog nas. Vse bolj bomo videli, kako potrebujemo drug drugega. Vse bomo spoznali, koliko nam je lažje, ko pomagamo, cenimo in smo hvaležni drug za drugega. Pomembno vprašanje za vse nas je,
kakšna oseba smo. Se pritožujemo ali smo hvaležni. Preidimo k enemu od težkih vprašanj. Ali se naj zahvaljujemo Bogu za težke trenutke? Ko gremo skozi težke trenutke, smo verjetno vsi v določenem trenutku na preizkušnji. Ali še lahko vedno zaupam Bogu, da skrbi za nas ali mene? Kot kristjani smo v veliki prednosti, seveda, razen če smo formalni kristjani in ne verjamemo svetopisenskim resnicam. Zakaj smo v prednosti? Resnični kristjani gledajo na okoliščine stališča večnosti. Bog nas je ustvaril za večnost in trenutne stiske so samo začasne. Zato ohranimo hvaležnost Bogu, ne glede, kaj se nam zgodi. Tudi če naša vera, zaupanje pade in smo preizkušeni in mogoče iz nas privre marsikaj slabega, očitanje, nehvaležnost Bogu. Ko se težave poležejo, če je potrebno, prosimo za odpuščanje in ponovno gradimo hvaležnost do našega Boga. Eden od velikih vzorov nam je zagotovo Job, ki je čez noč izgubil vse, obilno premoženje, svoje otroke in hudo zbolel. Ne obrnimo se proti Bogu, kadar je težko. Če poznamo Jobovo zgodbo, ki je v življenju skoraj vse izgubil, mu je na koncu bilo vse dvojno povrnjeno. Tudi nas čaka blagoslov in nagrada za zmagovalce. Če ohranimo hvaležno držo sredi trpljenja, se v bistvu poistovetimo z Jezusom, izgrajujemo se in krepimo v duhu in na koncu bomo prejeli še večje blagoslove. Dietrich Bonhoeffer je dejal: vedno znova se moramo zelo dolgo in zelo mirno potopiti v Jezusovo življenje, ravnanje, trpljenje in umiranje, da bi spoznali, kaj Bog obljublja in kaj izpolnjuje. Gotovo je, da je v našem trpljenju skrito naše veselje in v našem umiranju naše življenje. Draga cerkev, brate in sestre, vsi prisotni, Pavel piše in nas spodbuja: nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa Krista se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Pavel spodbuja, vabi, naj se spodbujamo z psalmi, hvalnicami, duhovnimi pesmimi, ko prepevamo, slavimo in se zahvaljujemo našemu Bogu. Celo pravi, naj se nenehoma zahvaljujemo Bogu za vse. Seveda, ne smemo vzeti besede, da se naj zahvaljujemo za vse dobesedno. Ne moremo se zahvaljevati za zlo, krivico, greh. Saj vemo, da Bog vse to sovraži. Lahko pa smo hvaležni, ko nas Bog določenih stvari osvobodi, odpusti, dvigne iz obupa, poraza, obrne vse to v zmago.
Ko govorimo o zahvaljevanju, je pomembno tudi poudariti, da nasprotje od zahvaljevanja je godrnjanje, pritoževanje. Žalostna je zgodba izraelskega ljudstva, ki je bilo rešeno iz egiptovskega suženjstva in so skozi puščavo potovali v obljubljeno deželo. Lahko bi rekli, skoraj non-stop so se pritoževali. Namesto, da bi bili hvaležni Bogu, da jih je rešil egiptovskega suženjstva, so se pritoževali, kako jim je težko, kako jim je slabše kot v Egiptu. Pozabili so, da so bili sužnji in so rešeni. Prav gotovo je korak k zmagi, da v času stisk slavimo Boga in mu zahvaljujemo. Prav gotovo so to težki trenutki, preizkušnje in je zelo težko obdržati vero ali en pozitiven odnos do težav. In se težko zalehovati in slaviti Bogu. Toda, če mu zaupamo, prejemamo nadnaravno moč in nas hrabri do zmage. Zahvaljevanje v času stiski je prav gotovo smelo in hrabro dejanje vere. Preplavijo nas negativni občutki, mi pa se obrnemo proti njim. Ne gledamo, kaj čutimo in kakšne okoliščine pritiskajo na nas. Stojimo v veri, da je Bog dober in da ima za nas pripravljeno zmago in blagoslov na koncu stiske težav. Bogu se ne zahvaljujemo za stiske in muke, ampak za zmago, za njegovo skrb, dobroto in obljube v Božji besedi. Na koncu, kot piše apostol Pavel, bodimo ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Draga cerkev, Bog je vreden, da mu zahvaljujemo. In to ne samo mogoče enkrat ali en dan v letu, ampak vsak dan. Zato mu dovolimo, da govori in deluje v našem življenju. In videli bomo velike blagoslove, tudi tedaj, ko smo šli skozi stiske in težave. Kajti on je zvest in njemu pripada vsa slava, zahvaljevanje in čast. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo, dan zahvale in naj bo slavljen in poveličan naš Bog.